V okviru letošnjih jubilejnih 20. mednarodnih kulturnih prireditev Pridi zvečer nagrad se je v Metliki zvrstilo že veliko različnih predstav in vse so bile dobro obiskane. A največ obiskovalcev je pritegnila domačinka, igralka Violeta Tomić z monodramo Kurba. Tamkajšnje grajsko dvorišče je bilo zasedeno do zadnjega kotička. Godi mi zelo, kar pomeni, da me imajo domačini radi. Tudi jaz imam njih rada, kar dokazuje, da se skozi vračam. Kljub mnogim letom, ki jih preživljam v prestolnici, in res pravijo, da grajsko dvorišče še nikoli ni bilo tako polno. Ljudje so stali, viseli z tehle arkad, tako da občutek je res božanski. Morda so nekateri pričakovali drugačno gledališko predstavo, se je bilo v njeni napovedi zapisano. Ogled predstave na lastno odgovornost. Mladoletnim odsvetujemo obisk grajskega dvorišča. Verjetno, ja, pričakovali so kakšno plehko komedijo, tukaj pa načenjamo vse težke teme, od abortusa, materinstva, kariere, smrti. Sošolc mi je rekel, da sem ga prvič spravila v jok v življenju, ker je preživel 3 rake. Se pravi, da kar dobro orjem po svoji duši in po duši gledalca. In se mešata smeh in jok. Veliko se smejimo, ampak se tudi marsikdo zjoka. Gre za predstavo o resnici, pravi Violeta Tomić, ki letos praznuje 25 let profesionalnega igranja v gledališčih. Z odra še nikoli nisem govorila toliko življenjskih resnic kot tukaj. Besedilna predloga monodrame Kurba je nastala po knjigi hrvaške novinarke Ostrega Peresa Vedrane Rudan, ko je ženska kurba, ko je moški peder. Jaz sem dopisala samo en kratek del o moji zgodbi, zakaj sem odšla iz gledališča med svobodnjake. To je pač v dogovoru z režiserjem prišlo, avtorica je bila tudi navdušena. Smo pa v bistvu vse drugo delali iz njenih kolumen, ampak na to, kar je meni blizu. V predstavi, ki jo je režiral Marko Bulc, Violeta Tomić na prepričljiv, odločen in zelo plastičen način podaja življenjske resnice, pred katerimi si pogosto zatiskamo oči. Med drugim se razgovori o kultu mladosti, seksu, splavu, o katoliški cerkvi in politiki, ter vse poveže v kritično in s črnim humorjem zabeljeno življenjsko zgodbo sodobne ženske, ki je in ni kurba. Politiki pa kričijo z časopisov in TV ekranov. Splav je zločin, kontracepcija je zločin, a pedofilski duhovniki pa niso zločin. A pedofilskih duhovnikov pa ni treba obsoditi, oni so deklice samo boža. Nočem biti ženska 21. stoletja. Predstavo so na oder postavili 25. marca letos v ljubljanskem gledališču Glej in gledalci so jo dobro sprejeli, saj so bile vse dosedanje predstave razprodane. Sprejeta pa je tudi na festival v Tivtu v Črni Gori. Zato se Violeta Tomić že uči njen tekst v hrvaškem jeziku, kar je naporno, a ji bo prav prišlo pozneje, saj Vedrana Rudan želi, da bi prav Violeta ponesla njen tekst tudi po hrvaškem prostoru. Učiti se pa zdaj še hrvaško verzijo je pa dodatno težko, ker bom morala 2 paralelna fajla si narediti. Nimam še te izkušnje in ne vem, kako bo to šlo, je pa kar bolj komplicirano, kot sem si mislila, da bo. Včasih pravijo, kako ne zamenjaš različne predstave. Ne moreš, ker so različne predstave, to je pa ista predstava. Tako da bo težko. Ne zgodi se ti, da bi recimo tukaj hrvaški tekst povedala, ne, ampak dobiš luknjo, ker ti ritem ti je čist drug. Tako da bom morala še zelo veliko delati do 2 tedna, ko grem potivati. Sicer pa si Violeta Tomić želi z monodramo Kurba stopiti na vse slovenske odre, saj je prepričana, da ima predstava veliko sporočilno vrednost. Ogromno sporočil, predvsem to, da moramo biti iskreni in se pogovarjati o stvareh, ki nas bolijo in da se ne smemo bati spregovoriti. Bodi si o temah, kot so smrt, pedofilija, revščina, to treba kar načeti. In odpreti, tudi če boli, z nožem čez svoje drobovje greš in ni druge poti. Z zatiskanjem oči ne bomo nikamor prišli, pa s hahljanjem v cenenih komedijah, kjer bomo vsi samo pozabljali, prišli bomo pa do popolnega pozabljanja, kdo sploh smo.